Spoštovani dijaki, spoštovane profesorice, prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici. Danes se bomo postavili 160 let nazaj, bomo vstopili v zgodovino, zato vam nisem pripravila nobene predstavitve, kot rečemo radi PowerPoint, kar seveda na Slovenski matici ni zaželeno, da uporabljamo, a ne te angleške nazive, ampak bomo živeli zgodovino v živo. Skupaj z vsemi temi velikimi imeni slovenske zgodovine, ki nas opazujejo tukaj z sten naše dvorane na Kongresnem trgu v Ljubljani. Rekla sem 160 let nazaj. V resnici bomo stopili še malo dlje. Namreč prihajate, a ne, z gimnazije Antona Martina Slomška. In zanima me, ali veste, kdo je pravzaprav pobudnik za začetek slovenskega profesionalnega založništva? Kdo je dal pobudo, da je bila ustanovljena prva slovenska založba? Katera pa je bila ta založba? Odlično. Torej, prvi del zgodovine že znate. Družba Svetega Mohorja je bila ustanovljena 1851. Ampak Anton Martin Slomšek je že leta 1845 tukaj na Ilirski guberni naslovil prošnjo, da moramo začeti izdajati knjige v slovenskem jeziku. To je bil čas, če si predstavljate, ko ni bilo učbenikov skorajda v slovenščini. To je bil čas, ko nismo imeli ne svoje univerze, ne akademije znanosti in umetnosti in so seveda hodili študirati vsi naši intelektualci v tujino, bodisi v nemščini govorili ali tudi v italijanščini, tisti iz Primorske. Skratka, Slomšek je bil tisti, ki se je zelo zavedal vsak trenutek, da je lahko nek narod res državotvoren narod prihodnosti, če bo imel svoje knjige, knjige v slovenskem jeziku in to ne samo literarna dela, kot jih je izdajala Mohorjeva družba, ampak on je takoj poudaril tudi, da moramo izdajati in razvijati tudi slovensko znanstveno terminologijo. Skratka, mi takrat nismo imeli nobene besede za področje kemije in podobnega v slovenščini, ker učbenikov na to temo ni bilo. In tako je dejal, da je treba ustanoviti tudi založbo za izdajanje zahtevnejših besedil. In ves čas je podpiral nastanek Slovenske matice. Zakaj Slovenske matice? V drugi slovanski narodi so namreč že imeli svoje založbe, imenovane Matica, za izdajanje zahtevnih, literarnih in pa tudi znanstvenih del. Prvi so bili Srbi, ki so, takrat vemo, da je do Beograda segalo Otomansko cesarstvo, ki so zato v Novem Sadu ustanovili leta že 1826 Matico srbsko, ki še danes obstaja. No in Slovenci smo bili eni zadnjih, ki smo dobili tako založbo, natanko pred 160 leti. Letos praznujemo svoj rojstni dan, to je 4. februar 1864, ko je z Dunaja prišlo dovoljenje, da se Slovenska matica lahko ustanovi. Ampak pobuda pa je morala seveda se zgoditi prej, da je bilo sploh na cesarstvo naslovljena želja, da se Slovenska matica osnuje. Tukaj v Ljubljani so zavlačevali, tukaj na levi vidimo, a ga kdo prepozna, kdo je to? Bil je veterinar, doktor veterine, izdajal je Kmečke in rokodelske novice. Blajvajs, to je Blajvajs. In on je pravzaprav kar nekaj časa zavlačeval z ustanovitvijo take založbe tukaj v Ljubljani. In kdo je bil najbolj podjeten, ravno, čeprav je Slomšek že leta 1862 umrl, kdo je bil najbolj podjeten, da se taka založba ustanovi? Mariborčani.
Torej, mariborski čitalničari so leta 1863, ko smo praznovali tisočletnico česa. Kdo ve morda? 863 sta prišla v naše kraje kdo? Sveti Ciril in Metoda. In leta 1863 smo praznovali tisočletnico njunega prihoda in takrat so se zbrali mariborski čitalničari, zbrali tudi ustanovni kapital, napisali pravila in vse skupaj poslali Bleiweissu v Ljubljano, naj že končno matico ustanovijo tukaj v središču. No, torej kar nekaj zaslug je torej Štajercev, a ne tudi Antona Martina Slomška, da ste danes zbrani tukaj v naši dvorani na Kongresnem trgu. In naj povem še ob tem, da je Anton Martin Slomšek ves čas tudi pripravljal gradiva že, zahtevnejša gradiva, ki bi izhajala pri taki založbi in da smo nazadnje leta 1922 našli tukaj na Slovenski matici še njegov zadnji rokopis. To je toponimija štajerskih naselij, torej imena krajev je zbiral, da bi potem išla, tako zelo zaveden Slovenec je bil. In ta rokopis, zato da je hranjen skladno z vsemi pravili, kot je treba rokopise hraniti, smo predali Narodni in univerzitetni knjižnici. No, zdaj pa k začetkom, a ne? Rekla sem, da je bila Slovenska matica ustanovljena. Potem je morala zbrati čim več članov in po celi Sloveniji so imeli tako imenovane poverjenike, ki so nabirali ljudi, da se včlanijo v Slovensko matico, dajo nekaj denarja in tako bo lahko izdajala knjige. No, in tako je izgledala pristopna izjava. Zelo lepa, ne? In tukaj vidimo vse grde dežel. Hkrati pa tu na levi in desni koga? Dva svetnika, Cirila in Metoda. Ampak kaj piše tu? Matica Slovenska, tako se je takrat še imenovala, potrjena z najvišjim sklepom, torej cesarjevim, od 4. februarja 1864 leta, da je s tem pismom dokaz, da je, kaj pa potem naprej pride, piše Gospod, njen ud, ne? Torej, je včlanjevala na začetku samo. Tako je ta zgodovina, a ne? Ampak malo so potem postale tudi določene članice in seveda tudi moški so bili vedno predsedniki Slovenske matice. Do danes še ni bilo nobene predsednice. Da pa vse na Slovenski matici poteka, pa skrbi tako imenovani tajnik. Tajnik je tisti, ki je neke vrste danes izvršni direktor Slovenske matice. No, in tudi tajniki so bili same ugledne osebnosti, recimo Fran Levstik, ki je bil prvi tajnik Slovenske matice, pa potem še številni pisatelji drugi in eden spet Mariborčan, ki je bil kar 35 let, od leta 1981 do 2016 je bil pisatelj, največji živeči slovenski pisatelj, Drago Jančar, kar 35 let je vodil to ustanovo. No in po Jančarju sem jaz, torej prva ženska, ki je sploh prišla na Slovensko matico kot tajnica matice. No, ampak seveda naj povem še, govorila sem o nabiranju članstva, a ne? Težko je bilo zbrati ljudi in Slovenska matica je na začetku imela okrog 170 kaj takega članov. Vsekakor so hoteli povečati to število. In kaj se je zgodilo? Avstrijska oblast je prepovedala najprej prodajanje tegale zemljevida. Ali veste, kaj je to za en zemljevid? Kdo ga je naredil? Peter Kozler je naredil zemljevid slovenske dežele.
In vidite, kako na široko vse povsod, kjer prebivajo Slovenci, je segal ta zemljevid v Istro, seveda in tako dalje, ne? In avstrijska oblast ga je sprva prepovedala. In ga ni bilo možno prodajati, Kozler pa je lepo ves ta zemljevid slovenske dežele podaril Slovenski matici. In Slovenska matica je v novem letu potem rekla, vsak, ki se včlani, dobi ta zemljevid. In takrat so bili Slovenci tako zelo zavedni, da je dobila skoraj več kot 500 novih dodatnih članov. No, in vsako leto je Slovenska matica potem izdajala svoja poročila, kaj dela v tako imenovanem koledarju, poročilu za leto, posamezno leto. Zdaj prvega izvoda iz leta 1865 nimam tukaj, ker je na razstavi v Slovanski knjižnici, tam poteka razstava ob 160-letnici Slovenske matice. No, ampak seveda so pa morali, potem ko so matico ustanovili, jo določiti tudi in izbrati njene predsednike, kot sem rekla, in to so bili sami res najuglednejši slovenski možje. Prvi je tukaj v sredini, ali ga kdo prepozna, to je slovenski politik Lovro Toman, ki je bil tudi poslanec na Dunaju, ni izgleda tak mogočen gospod v tem okvirju, ampak bil je zelo majhen in zato se je dal portretirati do kolen, da bi izgledal čim bolj mogočen. Po čem je pa Lovro Toman še znan? Bil je mož pesnice Josipine Turnograjske, ki je zelo mlada umrla in je zaradi tega seveda zelo žaloval, ohranjena so njuna čudovita pisma, ki sta si jih pisala. No, potem je sledil predsednik Henrik Edvin Kosta, čigar bomo se 150-letnice smrti spominjali drugo leto, tako da bomo naredili tudi simpozij. No, tretji predsednik pa je bil znameniti Janez Blajbajs. Potem so sledili še recimo Josip Marn, ki je bil v dveh obdobjih in to je edini duhovnik, ki je bil predsednik Slovenske matice. Pa še ostali, morda pa poudarim predvsem glede na to, da se nam že kar mudi, vidim, tiste, ki so bili najpomembnejši in najuglednejši. Tukaj, zato smo ga postavili nekako na osrednje mesto v vhod, je eden najpomembnejših predsednikov Slovenske matice. Profesor Fran Levec bil je profesor na Realki in je učil Ivana Cankarja. On je bil tisti, ki ga je vzpodbujal, da piše in še enkrat piše, ko je odkril njegov talent. Cankar je takrat študiral na Dunaju in Fran Levec, ki je bil predsednik, mu je dajal naprej denar, da je kaj napisal in objavil. In v obdobju, ko je bil Fran Levec predsednik, torej v obdobju med, on je bil od konca 19. stoletja, 1893, ampak v obdobju 1900 do 1908 je Ivan Cankar pri Slovenski matici izdal kar 10 svojih del. Si predstavljate, v 8 letih je napisal 10 del. In ko vam kdo govori te stereotipe, kako zelo je Cankar pil in tako dalje, vas moram vprašati, kako bi lahko človek v manj kot 3 desetletjih napisal 26 tako debelih zvezkov, če bi bilo čisto vse to res, a ne? Ampak kakorkoli, Fran Levec je torej zaslužen, da je Cankar v Slovenski matici izdal roman Novo življenje. Tega boste dobili tudi za spomin na ta obisk vsi danes, pa seveda tudi zelo pomembne romane, to so
recimo na Klancu, Martinka Čur in drugi. Kot veste, Ivan Cankar je umrl kdaj? 1918. V hiši tu v bližini je živel, naj bi padel po stopnicah in se poškodoval. In potem v bolnici tudi umrl. Ampak seveda Slovenska matica ni samo izdajala knjig znanstvenih in tako dalje, ampak je skrbela tudi za to, da so naredili spomenike uglednim slovenskim pisateljem, recimo Vodniku tam na trgu, pa kasneje Tavčarju in tako dalje. In skrbela je torej za celo zapuščino. Tudi zato, da je odkupovala rokopise znamenitih pisateljev, recimo Valentina Vodnika, in vse to smo podarili Narodni in univerzitetni knjižnici. Ampak, kot sem rekla, skrbela je za kipe slovenskih pisateljev. Ko je Ivan Cankar umrl, je dala narediti njegovo, kaj je to, posmrtna maska. In to posmrtno masko Ivana Cankarja z udarcem, ki se tukaj gor vidi, še vedno hranimo tukaj na Slovenski matici. Si lahko potem tudi pobližje ogledate. No, potem seveda v nadaljevanju je sledilo še nekaj pomembnih predsednikov ali morda katerega z fotografije, z upodobitve slike prepoznate tukaj. Bravo, odlično. Ivan Tavčar. Ivan Tavčar, ki je bil tudi župan Ljubljane, je bil med letoma 1918 in 1920 predsednik Slovenske matice. Prevzel pa je to funkcijo zato, ker je bil že nekaj časa njen pravni predstavnik oziroma zastopnik. Zakaj? Slovenska matica je leta 1914 izdala roman Gospodin Franjo, pisatelja Podlimbarskega, in v tem romanu je pisatelj kritiziral, kako grdo oblast ravna s prebivalstvom v Bosni. Leto 1914, vemo, kaj je bilo, ne? Začetek česa? Prve svetovne vojne. Takrat je bil na nek način vojaški režim. Matico so nemudoma zaplenili vse naklado tega romana in seveda so tega ubogega Podlimbarskega, Frana Masleje Podlimbarskega, izgnali, kjer je v izgnanstvu tudi kmalu umrl, matici pa zaplenili vso to premoženje. Stavbo, na njo dali tudi vojni kredit in Tavčar je bil tisti, ki je ves čas pisal pritožbe zaradi te zaplembe, da je bila nezakonita, in dejansko leta 1917 je bila Slovenska matica znova vzpostavljena, seveda z vrsto kreditov, ki jih je ta upravitelj nemški oziroma avstrijski na matico napisal oziroma vzel, in so to potem je Tavčar reševal, da smo lahko ohranili to stavbo. No, ampak seveda to ni bilo edino obdobje, ko se je matici zelo slabo godilo. Kaj rečete, kdaj se je znova zelo slabo godilo? Med drugo vojno dejansko je spet nemška oblast nekako prepovedala delovanje, ker je Anton Melik izdal tako imenovan učbenik Slovenije. Seveda na nek način vzpostavil Slovenijo kot ime in nek prostor, geografsko relevantni prostor, in seveda so znova prepovedali. Zdaj jeseni 1941 pa je na Slovenski matici pod pretvezo, da tukaj poteka seja našega upravnega odbora. Upravni odbor zdaj trenutno recimo sestavlja 15 članov in potem ga vodi predsednik in ta upravni odbor nadzira tajnika, kako dela, ne?
In pod pretvezo, da je to seja upravnega odbora, je tu potekal kulturni plenum Osvobodilne fronte jeseni 1941. Ampak vse to Slovenski matici ni pomagalo leta 1945, da bi bila zato pri novih oblasteh kaj bolj priljubljena. Veljala je za konzervativno in tako dalje, predvsem pa so takoj nacionalizirali njene stavbe in njeno premoženje je odvzeli. Nekaj časa so jo celo priključili zato, da so nadzorovali, kaj izdaja in kakšne knjige izdaja, so jo priključili Državni založbi Slovenije, da jo je nadzorovala. No, potem takrat je bil predsednik Lončar, Dragutin Lončar je bil predsednik, on je bil več kot 2 desetletji predsednik, Dragutin Lončar, in ker je rekel, jaz nisem preveč priljubljen pri novih oblasteh, naj bo to nekdo, ki je pač bil v partizanih in tako dalje. In takrat je potem predsedovanje, na steni zadaj ga vidite, na levi v oknu, prevzel Anton Melik. No, ta, ki je napisal tudi knjigo Slovenija in nekako dosegel, da je Matica znova postala vsaj kot založba avtonomna, da je niso v celoti nadzorovali. No, še enega gospoda lahko vidite tam, ki ga boste prepoznali, to je znani slovenski pesnik, moderne, ki je bil prav tako par let predsednik Slovenske matice. Ali ga kdo prepozna? Oton Župančič, tako. Ampak vemo, da je on kmalu po vojni umrl, tako da potem je predsedovanje za njim prevzel France Koblar, to je literarni zgodovinar. Vendar se tu zgodovina Slovenske matice ne konča, samo stene so polne, ostale predsednike in portrete hranimo v našem zgornjem, drugem nadstropju, kjer imamo tudi sejno sobo, in to so bili še potem Bogo, Grafenauer, pa za njim Primož Simoniti, znakoviti klasični filolog, ki je bil zelo pomemben, ker je bil predsednik Slovenske matice v času osamosvajanja Slovenije. On je dosegel, da smo dobili nazaj te stavbe v last, predvsem pa je takrat Matica aktivno delovala za slovensko osamosvojitev. Tukaj je bila ustanovljena prva Slovenska demokratična stranka. Tukaj je bil odbor za vrnitev slovenskih otrok iz Jugoslovanske ljudske armade. Veste, kako nevarno je bilo zanje, ki so bili takrat po vojski po vsej Jugoslaviji. Skratka, tukaj je bilo intenzivno in pomembno žarišče, recimo poleg Društva slovenskih pisateljev, kjer je potekal proces slovenskega osamosvajanja, na kar smo seveda prav in zelo ponosni. Zdaj, ker nam je ostalo samo še nekaj minut časa, pa še gotovo bodo kakšno vprašanje, naj morda povem, da je najbolj zaslužen nekako, da je Slovenska matica, kot sem rekla, takoj začela zbirati gradivo o Sloveniji, slovenstvu, slovenskem narodu, jeziku in tudi v svojih ustanovnih pravilih je napisala, da bo skrbela za omiko, jezik in slovensko knjigo. No, in zato je ustanovila številne zbirke, knjižne zbirke. Največ jih je bilo ustanovljenih v času predsedovanja Frana Levca. Recimo, naj kot primer pokažem, čeprav to ni prvi zvezek, kar je na razstavi. On je začel izdajati recimo zabavno knjižnico. To je zbirko slovenskega leposlovja. Tako da leta 1886, takrat še ni bil predsednik, je bil predsednik založniškega odbora in je dal pobudo za ustanovitev. No, in ta zabavna knjižnica je izhajala do 1918, ko je potem bila nekako prekinjena, pa smo jo oživili leta 2023 in izdali
v njej delo Ferija Lajnščka, ki ga vsi poznate, in jo zdaj po novem namenili predvsem delu za otroke in mladino. Potem je bila ustanovljena še Knezova knjižnica v času Levca, kjer zdaj izdajamo leposlovje za odrasle. Knezova zakaj? Anton Knez je bil znameniti slovenski trgovec, ki je skoraj naredil, pa je potem samomor žal, in je vse premoženje predtem zapustil Slovenski matici. Zato tudi imamo danes stavbo, ki gleda tam na Hribarevo nabrežje, in tudi atrij, ki si ga lahko pogledate v avli in tako dalje, tako da smo mu zelo hvaležni. Pomembna pa je bila Slovenska matica, morda omenim še to, tudi, ker smo rekli, da je bila ustanovljena zato, da izdaja učbenike, recimo izdala je učbenik pedagogike, pa elektrotehnike in tako dalje, vseh nimam zdaj tukaj. No, in Levec je dal pobudo, da začne izhajati tudi prva slovenska znanstvena revija na Slovenski matici. To je zbornik znanstvenih in poučnih spisov, tako je izgledal nekoč, potem je imel tako podobo in danes ima tako podobo. Izdali smo tudi ob 600-letnici je šla tudi zelo ugledna knjiga, spomenik 1883 ob 600-letnici Habsburške monarhije, ki so izdali takole, in v njej so sami znameniti Slovenci, recimo, ki so delovali tudi recimo na Dunaju, Anton Janša, pa Jurij Vega in tako dalje. Pomembna je pa Slovenska matica še zelo po izdajanju filozofskih knjig. Takoj po drugi svetovni vojni je bila ustanovljena filozofska knjižnica in od takrat izhajajo tu prevodi največjih filozofskih klasikov. In prav ta knjiga, Dnevnik cesarja Marka Avrelija, je najbolj prodajna uspešnica Slovenske matice vseh časov. No, in za zaključek, ena zadnjih zbirk, ki smo jo ustanovili, ker ko sem prišla na matico, rekla, čisto vse zbirke imamo za dramatiko, za vse, nimamo pa samostojne zbirke za poezijo. In takrat smo ustanovili zbirko Mozaiki, ki izgleda takole, in naj se pohvalim, že kar dva pesnika iz te zbirke, Brane Senegačnik in Miljana Cunta, sta prav za ti dve pesniški zbirki dobila nagrado Prešernovega sklada, torej je bilo zelo uspešno. Toliko morda na kratko, marsikaj bi vam še lahko povedala, ampak ker naš čas preganja, morda še kakršnokoli vprašanje. Kako vprašanje? Jaz imam enega v mislih, samo ne bi vas rada prehitela. Gospa Frideljak, jaz vsako leto porazlagamo pri zgodovino Slovencev v 19. stoletju. Rečem dijakom, da če bodo dobro študirali in morda kdaj doktorirali, potem imajo možnosti, da jim bo Slovenska matica izdala njihov doktorat v knjižni obliki. Pa sem vedno bila malo na trnjih, če ne govorim to preveč na pamet. To drži ali ne drži? Slovenska matica ima seveda zelo omejeno članstvo, to so kulturniki in znanstveniki, in res je, mi zelo vabimo vse, ki pripravijo svoje doktorate, da te doktorate predstavijo na Slovenski matici tudi, in tisti, ki na Slovenski matici nastopi, je potem tudi, lahko ste tudi člani kluba mladih, je potem povabljen, da postane član Slovenske matice. No, in seveda članom Slovenske matice prednostno drži, tako je, objavljamo njihova znanstvena dela, tudi njihove disertacije, njihove doktorate. Sem pa omenila, za mlade smo pa zdaj, leta 2018, sem vzpostavila klub mladih, tako da imamo tudi natečaje za mlade,
recimo za filozofski esej, ali pa da predstavite na Slovenski matici s kakšno naravoslovno temo, z naravoslovnim predavanjem, takim 30-minutnim, ali da predstavite svoje dijaško glasilo. Skratka, za vse to smo odprti in ste seveda vedno dobrodošli, da potrkate na naša vrata. Hkrati pa tudi vse študente lahko avtomatsko včlanimo v klub mladih, ko boste prišli študirati, ali pa tudi, če ste v Mariboru in imajo potem mladi, za vse knjige 40% popust. Tako skrbimo nekako za mlado, znanstveno in kulturno generacijo. Hvala lepa. Vas bomo vzeli za besedo. Ja, absolutno, kar držite me, kar potrkajte na vrata, vedno bodo odprta. Še kakšno vprašanje? Če ni vprašanj, potem seveda Ivan Cankar in Novo življenje vabim. Roman o tem, kratek roman, kako poln hrepenenja mora biti mlad človek, bodisi umetnik ali tudi znanstvenik. Vsekakor pa verjamem, da vi na svoji poti ne boste doživeli takšnega razočaranja, kot ga opisuje v tem romanu Ivan Cankar. Hvala lepa. Jaz bi se pa še v imenu dijakov Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška, 3. letnika, zahvalil za prijazen sprejem, za veliko novih informacij in mislim, da smo ugotovili, da smo lahko hvaležni, da se matematiko učimo v slovenščini, da se ne mučimo še z nemškimi izrazi. Tako je, bravo, odlično. Hvala vam za predstavitev in da smo lahko tudi spoznali malo več o slovenskem jeziku, o izdajanju knjig v slovenščini in da smo dobili malo navdiha, mogoče, za kakšno znanstveno, naravoslovno ali pa družboslovno ustvarjanje. Hvala. Hvala lepa.